Pozdravljeni, dragi otroci! Čas je za našo čarobno meditacijsko pravljico. Najprej se udobno namestite. Lahko se usedete ali uležete, kakor vam je najbolj prijetno. Počasi in nežno zaprite oči ter se poskušajte čim bolj sprostiti in umiriti. Zdaj pa počasi in globoko vdihnite ter si predstavljate, da z vsakim vdihom vase sprejemate mir kot svež zrak iz narave. Zdaj pa izdihnite in z izdihom spustite, da gredo vaše skrbi proč, kot da jih vetrič odnese. Naredimo še en dolg, globok vdih in počasen izdih. Vaše telo je zdaj sproščeno, pa miren. Ste pripravljeni na čarobno potovanje? Pa začnimo. Danes boste prisluhnili pravljici z naslovom Mavrična ptica in njeno prvo gnezdo. Pred nami je nova pravljica, ki vam bo pomagala, da se sprostite in z zaupanjem stopite v novo šolsko leto. Visoko nad oblaki, tam, kjer se modro nebo sreča z mavrico, je živela mala mavrična ptica po imenu Kaja. Njeno perje je bilo obarvano v čudovite barve, rdeča, modra, zelena in zlata so se bleščala vsakič, ko je zatrepetala s krili. Bila je prav posebna, saj je vsako leto zgradila svoje gnezdo na novem kraju ter spoznala nove ptice. A to leto je bilo za Kajo posebno in drugačno. Pred njo je bilo prvo leto, ko naj bi zgradila pravo, trdno gnezdo, ki jo bo spremljalo skozi dolga leta. Kaja se je veselila gradnje, a obenem jo je preplavljal občutek negotovosti. Spraševala se je: kaj, če ne bo moje gnezdo dovolj trdno? Kaj, če ne bom znala najti pravih vej in listov? Kaj, če me bodo druge ptice opazovale
ter mislile, da ne znam. Vsa ta vprašanja so ji švigala po mislih kot hiter veter. Medtem ko je letela med oblaki, je opazila staro modro ptico, ki je spokojno sedela na veji mogočnega drevesa. Imela je najbolj trdno in varno gnezdo, kar si ga je Kaja lahko predstavljala. Odločila se je, da ji bo zaupala svoje skrbi. Modra ptica, bojim se, da ne bom znala zgraditi pravega gnezda, je tiho rekla. Modra ptica jo je prijazno pogledala. Kaja, vsako gnezdo se gradi korak za korakom. Nobeno ni popolno od začetka. Pomembno je, da začneš z majhnimi vejicami in postopoma dodajaš močnejše veje. Ne skrbi, če ne bo takoj popolno. Z leti in izkušnjami bo postajalo vedno močnejše in trdnejše. Kaja je vzdihnila in se odločila poskusiti. Zbrala je prve majhne vejice in jih položila na visoko vejo drevesa. V naslednjih dneh je zbrala še liste, mehke trave ter cvetove, da je njen dom postal udoben. Sprva je mislila, da ji ne bo uspelo, a kmalu je opazila, da njeno gnezdo pridobiva obliko. Vsaka vejica, ki jo je prinesla, je bila korak naprej. S časom je Kaja spoznala, da gradnja drevesa ni le o moči in znanju, temveč tudi o potrpežljivosti ter vztrajnosti. Modra ptica jo je občasno obiskala in ji dala kakšen nasvet, a Kaja je večino časa sama ugotavljala, kako najbolje oblikovati svoj dom. Ko je bilo gnezdo končano, je Kaja občutila ponos. Ni bilo popolno, a bilo je njeno. Bilo je dovolj trdno, da je zdržalo veter, in dovolj udobno, da je postalo njen novi dom. Modra ptica jo je obiskala in jo pohvalila. Vsako gnezdo je zgodba o rasti, tako kot tvoje. Ni važno, če ni popolno. Pomembno je, da si poskusila, da si vztrajala in da si se ob tem
učila. Kaja je zadovoljno prikimala. Ugotovila je, da v življenju ni vedno treba biti popoln. Pomembno je, da pogumno začneš, vztrajaš ter zaupaš v svojo pot. Dragi otroci, tako kot Kaja, boste tudi vi v tem novem šolskem letu gradili nekaj novega. Ne gnezda, temveč znanje, prijateljstva in izkušnje. Morda ne bo vse takoj popolno in morda boste včasih naredili napake, a vsaka napaka in vsak izziv vas bo naredil še močnejše in še trdnejše. Pomembno je, da ne obupate, da vztrajate in se učite. Vsako novo šolsko leto je kot gradnja vašega lastnega gnezda, korak za korakom, s potrpežljivostjo in pogumom. Vsi ste sposobni narediti čudovite stvari, če si zaupate in vztrajate. Veselite se novih priložnosti, ki vas čakajo, in si zapomnite, tudi majhni koraki vodijo do velikih stvari. Tudi majhni koraki vodijo do velikih stvari. Srečno, moji dragi otroci!